Vsak je svoje sreče kovač. Dobrodošli v kovnici sreče in zdravja, klepet ob kavi. CBD kapljice. Stavim, da ste za njih že slišali in tudi veliko v Sloveniji jih tudi uporablja. Klepet ob kavi jih je dolgo proučeval, raziskoval in dolgo tudi ni našel nekega proizvajalca, ki bi lahko priporočal, ne? In potem smo vendarle našli posestvo Sončni raj in tam dobili vse informacije. Tudi o tem, kakšne so sodobne pasti, ki so vezane torej na nakup CBD kapljic, CBD olja. In danes na to temo industrijske konoplje in CBD-ja najdemo različne načine. Od kapsul, celo do svečk, ki se vstavljajo in ni da ni tudi inhalacij vsega ostalega. Pa vendarle, danes bomo izvedeli bolj konkretno tudi o samem doziranju, o sami pomembnosti, predvsem pa najpomembnejše o tem, kaj morate preveriti, preden kupite CBD kapljice. Res je, da CBD kapljice priporoča tudi Klepet ob kavi in sicer tiste, ki so torej narejene, izdelane na posesti Sončni raj. Poznamo ljudi, družino, ki jih seveda tudi ustvarja in zaradi tega jih lahko tudi priporočamo. 33 € je investicija zanje, pa vendarle to ne pomeni, da morate kupiti ravno te. Danes je najpomembnejše to, da spoznamo, katere kriterije moramo upoštevati, preden se odločimo torej za nakup CBD kapljic. V moji družbi je pridelovalec Bogdan, lepo pozdravljen, dobrodošel. Najpogostejše pasti, kiksi pri tem, ko kupimo nekaj, kar sploh ne vemo, oziroma na kakšen način smo malo tudi zmanipulirani, ker je to trenutno vroča zadeva, o kateri se veliko govori. Ja, najpogostejše, kar jaz opažam na trgu, je to, da ljudje vedno menijo, da tista procentualna vsebnost CBD-ja, ki je navedena, višja, ko je, hitreje jim bo pomagalo, boljše se bodo počutili. Načeloma žal ni tako, ker naš organizem naravnan, da ima neke svoje omejitve, koliko lahko on absorbira, koliko lahko predela in koliko ne more predelati, izloči. In mi smo se temu poglavju kar dosti posvetili, preden smo dali CBD kapljice na trg, oziroma smo se odločili za koncentracijo in prišli smo na koncentracijo 5%. 5%. To je koncentracija, ki jo naše telo lahko absolutno dobro absorbira. Nekje med 5 in 7% je absorpcija telesa, tista, ki je zelo učinkovita, pa tudi dolgoročno gledano ima zelo dobre rezultate. Ker meni je pa ena znanka mi je rekla, ja, ti uživaš CBD, pa si jo, seveda se kdo pa zdaj ne uživa v CBD-ja, ne? In je rekla, ja, pa jaz imam pa več kot 5%, sicer so bile ful draže, tvoje so bile ful poceni. In potem sem ji obrazložila pravzaprav ravno to, ne, ampak ja, tudi več stanejo, ne, več odstotne, učinka pa takega ni, kot bi dejansko moral biti za tukaj več denarja, če da gledamo. Zdaj ne bi mogli reči, da se to lahko primerja, če vzamemo 5% ali 10%, da bo potem enkrat večji rezultat, enkrat večji učinek. Seveda je pa to povezano pač z marketingom, kakšnemu pristopi kateri ponudnik. Mi smo se pač odločili, da ponujamo samo ene in edine 5%, ker verjamemo, da so to tiste, ki lahko dolgoročno ljudem najbolj koristijo. Tudi smolo, ki jo najdemo, ljudje največkrat menijo, da je smola tisto, kar pa je največ, to pa je največ vredno in najbolj hitro pomaga in čez 2 dni bomo ne vem kako super se počutili. Ni res, ne? Zato, ker smola vsebuje neko koncentracijo, je v osnovi osnovna surovina in je ekstremno draga. In jaz ne vidim razloga, da bi nekomu prodal 10 gramov smole za, ne vem, 100 in več evrov in bi potem pričakoval, da bo rezultat dosegal pa v enem dnevu, v 2 dnevih. CBD kapljice so čist naravni material in na vsak organizem drugačne delujejo. Odvisno od našega metabolizma, od našega ravnovesja v telesu, kapljice delujejo. In zdaj, če mi zavestno uporabljamo 5%, jaz verjamem, da so rezultati, da se ljudje bolje počutijo, da bodo dejansko ugotovili spremembo. Popolnoma enako, kot če bi uživali smolo. Torej, pri samih CBD kapljicah, kar smo slišali tudi iz strani in doktorjev in raziskovalcev, ki so bili tudi tukaj v naši družbi, je, da se tudi
vse 3 mesece, da dejansko telo sploh to sprejme na ta pravi način, da je treba uživati. Ampak kar se mi zdi, da je tukaj zanimivo, kadar govorimo o CBD, je zelo težko reči, za koga je to primerno, ker je primerno pravzaprav za vse. In tukaj lahko vidimo, pri čem vse koristi in kje je, na katerih področjih je dobro pomagalo. In tukaj imamo od levkemije, debelosti, migrene, različne multiple skleroze, diabetes, depresije, povišan holesterol, vnetja, različna vrste vnetij, torej pri migrenah in kroničnih črevesnih boleznih. Skratka, ni, da ni, ampak glede na to, Bogdan, da si ti pridelovalec in da sam vidiš, spremljaš tudi kakšne ljudi, slišiš kaj, kako na kakšen način, zakaj se ljudje največkrat odločijo za njih? S kakšnimi izzivi? Je to mogoče nespečnost, da je tu kvaliteta spanca boljša? Mi imamo zagotovo največ teh, ki uporabljajo CBD kapljice oziroma povratnih informacij o teh, ki imajo težave z bolečinami, težave z nespečnostjo in težave z padcem imunske odpornosti. Ponavadi takrat, ko hodijo ljudje na kemoterapijo ali so izpostavljeni nekim zdravljenjem z močnimi antibiotiki in podobno. Tako da to so neke te skupine, ki jih je največ, potem so pa ti, ki imajo težave z revmo in podobnimi zadevami. In so rezultati pač vidni, da jim lajšajo težave oziroma jim pomagajo neke te krize premostiti. Krasno. Se pravi, CBD kapljice, ročno nabrane, slovenske konoplje, poznate ljudi, poznate pridelovalca, na vašem posestvu smo bili mnogokrat, vse skupaj narejeno ob ustrezni temperaturi, brez hibridnih in kemičnih in agresivnih, kakršnih koli pač zadev že. 5-odstotna torej koncentracija vam je torej na voljo povsem brez sintetike, kot smo rekli, in še bi lahko naštevali tudi sušeno, tako kot mora biti. 33 € je torej investicija za tole, kar pa se mi zdi, da je zdaj pomembno, da se ljudje naučijo in precej tudi sprašujejo, pa je doziranje kot takšno. Zdaj, zmeraj pri doziranju se moramo držati tega, kar piše na deklaraciji, in na deklaraciji piše 1 kapljico zaužite enkrat na dan. In 1 kapljica vsebuje 1,5 mg kanabidiola, torej CBD. Kako pa je v praksi? Kakšne imaš povratne informacije? Kako to ljudje dejansko konzumirajo? Ja, zdaj v praksi je čisto drugačna zgodba, kot pa je tukaj. CBD kapljice so en naravni preparat, ki jaz verjamem, oziroma sem trdno prepričan, da bi moral biti enako tretiran kot pa vsa ostala prehrana. V Evropskem parlamentu je že zelo blizu tega, da postanejo CBD kapljice prehrana in ne bodo več kot prehransko dopolnilo. Zdaj, takrat bo tudi čist po volji bojo si lahko ljudje odmerjali oziroma uporabljali, uživali. Jaz, kaj dobim povratne informacije, je to, da so največ učinkov ljudje zaznali, ko uživajo med 7 in 10 kapljic dnevno. In si sami razporedijo. To ni moja receptura, to je receptura, kjer spremljamo ljudi, ki nam povejo povratne informacije, jih srečamo na sejmih, kjerkoli, kjer pač predstavljamo izdelek. In si sami razporedijo, da vzamejo 4 kapljice zvečer in 3 zjutraj, v primeru, da jih uživajo dnevno 7. Ali da jih uživajo 6 zvečer, pa 4 zjutraj, v primeru, da jih uživajo 10. Testiranja, ki jih najdemo v najrazličnejši literaturi, kažejo, da so ljudje uživali tudi po 70 in več kapljic dnevno in ni bilo stranskih učinkov, tudi v kombinaciji z nekaterimi drugimi zdravili. Se pravi, ni tukaj nič, ker to velikrat ljudje rečejo, ja, pa imam za pritisk, imam pa za holesterol nekaj jemljem, pa za starjevanje krvi, pa glih obratno. Skratka, ni tukaj nobene take... Načeloma ni tu stranskih učinkov na druga zdravila ali pa da bi jih izrinjali. V dobenem primeru ni smiselno, da prekine nekdo z zdravili, ki mu jih je predpisal zdravnik, ampak da to uživa kot neko dodatno, kot nek dodatek. Tako naprimer, kot zelo veliko ljudi uživa ali C-vitamin ali E-vitamin ali kar podobnega, na tak način se uživajo tudi CBD kapljice. Dejansko za dvigovanje naše imunske odpornosti oziroma stabiliziranje ravnovesja v organizmu, ki pripelje do rezultata.
Hvala, Bogdan. Bogdan je torej ekološki, to je zelo pomembno, ekološki pridelovalec. In zakaj Klepet ob kavi priporoča ravno ta CBD izdelek in kaj pomenijo vse ostale variante, kot so kapsule in tako naprej. Vse to boste izvedeli. Tale trenutek pa, kar bi rada in želela z vami deliti, je nekaj utrinkov tega veselega dogodka v družini Mak, ko pride dan za žetev konoplje. Tam smo bili, videli smo jo in vso ljubezen, s katero pobirajo, in vso spoštovanje, ki je torej namenjajo tej rastlini. Tega ni napisano na deklaraciji, a je vendarle zelo pomembno pri sami učinkovitosti, pri sami kvaliteti tega. In dajte pogledati, kje to raste, kako to nastaje in kdo je pridelovalec, kajti tega pri mnogih drugih izdelkov enostavno ne morete videti. In ravno zaradi tega smo se odločili, da priporočamo ravno te CBD kapljice, ki so vam torej na voljo za 33 evrov. Konec poletja v družini Mak obeležijo dogodek žetve konoplje. Veselijo se ga vsi člani družine in iz te izjemne rastline ustvarjajo veliko zdravega, od čaja do vse bolj poznanih CBD kapljic, ki so na tej posestvi pripravljene z veliko ljubezni, s pozornostjo, z modrostjo. Saj so za CBD olje uporabljeni samo najkakovostnejši vršički ekološko pridelane industrijske konoplje sveže nabranih cvetov. Mnogo je skrivnosti, ki jih kot družinske modrosti ohranjajo v družini pri pripravi CBD olja, ki so toliko več kot tiste osnovne informacije, ki jih na steklenički CBD olja vidite napisane na deklaraciji. Tam ni navedeno, s koliko ljubezni in spoštovanja do rastline je vse to pripravljeno, a vendar je to zelo pomembno, ko izbiramo vse bolj popularno pomagalo CBD kapljice, po katerih največkrat posegajo ljudje z različnimi izzivi in težavami. Od nespečnosti, srčno-žilnih, možganskih in drugih zapletov, poznajo jih zelo dobro epileptiki, dementni ljudje z Alzheimerjevo in z drugimi stanji neravnovesja telesa. CBD kapljice imajo namreč to izjemno sposobnost širokega delovanja, ki navdušuje tako znanstvenike, zdravnike, s svojimi učinki pa še najbolj uporabnike. Krasno, lepo je pri vas na posestvu Sončni raj, kjer se tudi ustvarjajo tele čudovite kapljice, torej CBD kapljice. Zdaj, v lekarnah niso na voljo, tudi ne v drugih trgovinah, verjetno bi bila cena nižja. Na takšen način smo prišli do nekega dogovora, ki pravzaprav zagotavlja najnižjo ceno za najvišjo kvaliteto. Ja, zdaj dostikrat ljudje, ki ne poznajo sploh izdelka oziroma ga ne primerjajo s čemerkoli drugim, rečejo, da je to drago. Zdaj, ko jih vprašam, če mi poveste v primerjavi, s čim je drago, potem ne ve odgovora, s čem bi primerjali, zato ker dejansko v Sloveniji v tem trenutku ne poznam kmetije, ki bi sama gojila konopljo, jo sušila in predelala v CBD v takšni obliki. Zato lahko vedno ljudi povabimo tudi v jesenskih mesecih, da pridejo pogledati, kaj dejansko tvori to ceno. Ročno pobiranje, izbiranje samo najkvalitetnejših cvetov, vse ostale cvetove pustivo na njivi, da pridemo do neke kvalitetne mase, ki vsebuje res optimalno količino CBD-ja, in pa potem celotna predelava, ki se dogaja v Sloveniji, ne pošiljamo nikamor v tujino na predelavo ali da bi zamenjevali maso za CBD smolo, tega ne počnemo. Aha, to pa drugače se tudi je v praksi? Je v praksi, se dogaja, da zaradi cenejše proizvodnje se pošilja to na ekstrakcijo z nekimi drugimi zadevami v Nemčijo ali kamorkoli drugod v tujino, ali se zamenjuje masa
za CBD smolo, mi tega ne počnemo. Se pravi, od korenine, od prve korenine te izjemne industrijske konoplje, pa potem do same prve kapljice CBD-ja, ki si jo damo pod jezik, slovensko. Zagotovo. Vse, no to je tisto, kar se mi zdi, da je zelo Garantirano. pomembno. Veliko različnih variant sem slišala od ljudi, ki me pokličajo pa rečejo, pa sem zdaj slišal, so kapsule, sicer so ful dražje, ampak to kao ful bolj učinkuje, pa sem slišal pa inhalacije, pa to je sicer dražje, ampak kao ful bolj učinkuje. Kakšna je realnost tega? Realna slika je vedno tak, da ljudje, jaz upam, da Slovenci ne bomo postali Američani, ker je pač to, kar je najbolj neko prodajno usmerjeno, ali pa čim bolj predelano, čim bolj zavito v nek celofan, da je tisto najbolj učinkovito. Kapljice imajo največji učinek, to je dokazano, če jih uživamo v usta, pod jezik, kjer imamo mi senzorje, ki najbolje absorbirajo učinkovine. Zato tudi ljudem, ki padejo naprimer v kak šok ali so nezavestni, vedno dajo pod jezik, ker je tam najhitrejša, najmočnejša absorpcija. Doziramo se jih na tak način, da si v kapalki odmerimo količino kapljic. Jaz vedno svetujem, ko prvič odprete, pogledajte, koliko kapljic je, oziroma malo preštejte, malo se poigrajte in potem vedno na to stopnjo si napolnite, kapnite pod jezik in potem zadržite minutko do 2 v ustih pod jezikom in potem pogoltnete. Takrat bo naše telo dobilo prvo tisto informacijo CBD-ja in tiste učinkovine, ki jih dejansko telo potrebuje. Zdaj, vse možne variante se razvijajo zato, ker imamo ljudje neko drugačno mnenje o tem, da mogoče okus ni v prvem poskusu najboljši ali karkoli, ampak dejansko je okus en specifičen, tudi zaradi tega, ker uporabljamo not hladno stiskano, nerafinirano konopljino olje, ki ima pač nek pekoč okus in zaradi tega morda kapljice v prvem poskusu delujejo malo obremenjujoče. Ampak ljudje se hitro navadijo, da potem po 2-3 poskusih to uživajo. In pač tukaj so našli morda tržno nišo, da jih pakirajo v kapsule, ampak če mi uživamo kapsulo in jo damo direktno v naš želodec, kjer se razgradi ta kapsula, nima takšnega učinka, kot če jih mi užijemo pod jezik. To je dokazano, tu je možno prebrati še veliko tega, da je takšna uporaba najbolj učinkovita. Odlično, hvala za vse to in resnično, res sem hvaležna za to, da so CBD kapljice iz vašega posestva danes tukaj pri nas in da je našim gledalcem omogočeno, da uporabljajo takšne, ki zares podprejo njih in oni hkrati podprejo ekološke kmetovalce. Se mi zdi, da je to tista situacija, kjer je win-win-win. Se pravi, zmaga, zmaga, zmaga. Zakaj so tukaj trojne zmage? Zmaga je vsekakor za ljudi, ki s tem v prvi vrsti zelo podprejo same sebe. Zmaga je za vas kot ekološki pridelovalci, kmetovalci, imate sredstva, da to dejansko nadaljujete. In zmaga je za nas, da lahko to danes priporočamo in seveda z enim delom od prodaje na takšen način tudi krijemo vse izobraževalne vsebine, ki se torej pojavljajo v oddaji Klepet ob kavi. In tukaj je res trojna zmaga pri vsaki kapljici. In to ima tudi en poseben učinek oziroma en poseben občutek. Tako da, evo ga, slišali ste, kako je v praksi, kako torej, na kakšen način in naše svetovalke so vam na voljo, vsekakor imajo tudi one vse te informacije na 02 6200 230 in zares ne zamenjujte tega izdelka za karkoli drugega, kajti kaj takšnega ne boste najdli, kaj ti vidite, kako je narejeno od korenine do naprej in vse dejansko v Sloveniji. In tole fotografijo si mi poslal nekaj dni nazaj, pravzaprav, kjer vidimo kristalčke, tudi te kristalčke in si rekel, no to je pa nekaj, kar pa ne more vsak pokazati. Ja, seveda. Podjetja, ki ponujajo CBD na trgu, zelo težko pokažejo kaj takšnega, to, kar mi lahko na njivi vsak dan vidimo takrat, ko konoplja cveti, zaradi tega, ker pač ne gojijo te rastline.
ker dejansko je to ali uvoz ali predelava od kje druge ali kakorkoli. Zelo težko pridejo do tega, zato ker proizvajalci pač niso v direktnem stiku z končnimi uporabniki ali z ponudniki na tak način, kot delujemo mi. In zdi se mi prav, da na tak način se javnost ozavešča, hkrati pa da javnost tudi podpira tisto, kar se dela v Sloveniji. Mi dobivamo ogromno povpraševanja tudi iz tujine in ko jih vprašamo, kaj je tisti razlog, da ste nas vi kontaktirali, je to, da vi stojite za tem, da tu ni neko podjetje, ogromna družba, ampak da ste vi fizična oseba, ki za tem stojite. In tvoja družina tudi, kar se mi zdi, da je sploh to, kar ne nastaja v nekem družinskem. Če ni družine, zelo težko ustvariš neko zgodbo o uspehu, zato ker si sam. In takrat tudi, ko je nam kdaj težko, imaš družino, na koga se lahko zaneseš. In jaz verjamem, da mi ustvarjamo eno veliko družino, tudi z vsemi poslovnimi partnerji, tudi z vami, ko se družimo z drugimi podjetji, ki nas podpirajo na drugih dogodkih, ki jih na kmetiji pripravljamo. Jaz pravim, da je to neki končni rezultat tega, da podjetja slišimo med sabo drug drugega oziroma poslovni partnerji in da se znamo na tak način povezati in ljudem ponuditi najboljše tisto, kar v tem trenutku lahko proizvedemo v Sloveniji. Najlepša hvala. To ni tisti instant pa na kratke proge, ne? Ne, zagotovo ne. Mi gledamo dolgoročno. Mi dva z ženo sva se odločila, ko sva kupila kmetijo zavestno v dolgoročno zgodbo. Iz tega razloga, da bodo otroci, ki jih imava, lahko videli oziroma na kak način pristopili k naravnem kmetovanju in pa k neki zdravi poslovni rasti, za katero verjamem, da je tudi v kmetijstvu v Sloveniji možna, ampak je pač treba vztrajati, delati, predvsem pa ne biti lahkomislen, da lahko s hitrim zaslužkom zelo hitro obogatiš. Najlepša hvala. Evo, Bogdan vam je odprl dušo. Jaz pa tudi vam povem, tole je fantastična stvar in 33 € je ne strošek, ampak investicija, 02 6200 230 pa je ustrezna telefonska številka, če vas le to zanima in če bi želeli, da imate svojo stekleničko doma že v nekaj dneh.